V eni izmed slovenskih župnij se ponovno dogajajo nenavadne reči. Potem, ko smo letos že poročali o duhovniku, ki je organiziral drive-in žegen, se spomnimo, ne? In o duhovniku, ki je skupaj z birmanci kršil protikoronske ukrepe, moramo tokrat poročati o nečem veliko hujšem. Brez skrbi, ni to, kar mislim. Duhovnik iz župnije Stranje je namreč izginul. Vem, marsikjerga izginulega župnika najdejo v Fari na kakšnem drugem delu države, ampak to res ni ta zgodba. Ta konkretni župnik iz Stran je dejansko zginul. Pa ne zginil tako kot Jonas, ki ga z nekaj cajta zmanjka, pa pride z eno novo oddajo. Ne. Župnik je zginil tako, da živ Bog ne ve, kje je. In kaj na to porečejo vaščani? A vas je presenetila novica, da je odšel? No, je. Pa tudi ne. Ne? Ker je to ena taka čudna fara tle, da je čudo. Čudna fara. Ja. Čudni ljudje. Res čudno, ne? Nič čudnega pa ni, da so se v vasi že pojavile namigovanja, zakaj naj bi duhovnik pobral šila in kopita. Ni to. Vaška teorija zarote o izginotju duhovnika pravi. Da se je zaljubil v natakarico, ta pa da naj bi bila zdaj z njim noseča. Po moje, to so tudi malo čenče, so to, a ne to. Ker pa nas je res taka župnija, tudi te lafarške ženske, ki so veliko ali očrnajo župnika. Ja, ne ve. Jaz ne vem za vas, ampak meni se zdi, če bi župnik res šmiril s kelnerco, bi ta gospod zih vedel. Razen, če se vse skupaj dogajalo, preden so odprli gostilne. Zdaj, vaške čenče gor ali dol ne bi bilo prvič, da bi kak župnik odšel zaradi otroka. Je pa verjetno prvič, da zaradi svojega. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.